bomo mi počasi začeli. En lep dober večer, dober dan vsem skupaj, ko ste prišli. Pozdravljene tudi gledalke in gledalci, ki nas spremljajo v neposrednem prenosu na spletni strani Ni demokracije. Dobrodošli še enkrat na vseslovenski turneji revije Demokracija, ki jo organiziramo že od jeseni, na kateri predstavljamo avtorje naših knjig, bodisi druge avtorje, bodisi povabimo v goste sogovornike, ki komentirajo malo družbeno-politično dogajanje ali pa samo knjigo. Nocoj sta z mano gospod Rado Pezdir, avtor knjige Sporedni mehanizem. In gospod podžupan Jože Jelen in kandidat SDS na bližajočih se državno-zborskih volitvah. Pozdravljam pa tudi gospoda župana, gospoda Ivata in njegovo soprogo, da sta prišla. Hvala. Zdaj bi pa gospoda Jelena povabil, da pove nekaj uvodnih besed. Mogoče, pozdravljam. Ja, se bom dovolil ostati. Ja, lep pozdrav vsem skupaj v imenu nas, organizatorjev, to je občinskega odbora Slovenske demokratske stranke iz Mozirja. Mi smo zelo veseli, da lahko danes gostimo med nami naša dva gosta, to je avtorja knjige Sporedni mehanizem globoke države, gospoda Rada Pezdirja in seveda urednika Demokracije, današnjega povezovalca in organizatorja današnjega večera, gospoda Jožeta Biščaka. Jaz sem prepričan, da bomo danes tukaj izvedeli veliko o tem obdobju po drugi svetovni vojni in nekje do danes. Kajti v tej knjigi imamo lepo urisane zadeve, kako so potekale vzporedno z ostalimi formalnimi institucijami v bivši in sedanji državi. Tako da jaz se vam zahvaljujem, da ste se udeležili kljub tem težkim epidemiološkim razmeram še vedno, da ste se udeležili tako velikem številu in želim vam lep večer. Hvala. Hvala. Gospod Pezdir, v enih od prejšnjih večerov, ko smo jih imeli, prepotovali smo praktično že pol Slovenije, pa pol še bomo, ste omenili, da ste ideja za to knjigo, oziroma da vas je pritegnili k raziskovanju pretekle zgodovine po drugi svetovni vojni, na podlagi katerega je potem nastala tudi ta knjiga, vprašanje druge sanacije bank. Kako je mogoče, da je nastala tako velika bančna luknja? Po drugi strani pa ste omenili, da ste gledali tisti dokumentarc, v katerem je udbovski bančnik Kavčič govoril o vzporedni ekonomiji. Drži, ampak preden začnem z odgovorom na vprašanje oziroma z izhodiščem naše debate, moram še ekstra pozdraviti Nado. Mnogi ne veste, ampak dejansko je Nada moja dobra prijateljica. Nada seveda je poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, jaz pa sem že ta drugi mandat strokovni sodelavec preiskovalnih komisij. Jaz, Nada pa Jelka Godec smo se dobivali na tistem, kar se reče Čik-plac v Državnem zboru in to so res vrhunske debate bile, pa izjemno duhovite debate obenem. Nada gre zdaj v penzijo, jaz sem bil malo šokiran, ko sem to slišal, tako da njenemu nasledniku se vam polagam zdaj v vedenje, da bo mogel Nadine čevlje vstopati, ki so veliki, duhoviti in široki. Ja, se bomo hodili. Ja. Ko smo to ne rabiš pet nosati, lahko
navadne gojzarje, se v redu. Pa kadit moram začeti. Ja, to zdaj, ja veš, ne, sej lahko prideš zraven. Ne. To vas bodo nevladniki učili hoditi v tem, ko imajo 150 spolov. Samo odločiti se morate, kjer ga boste. Tako da je bilo to ena taka uradna priložnost, Nada, zahvaljujem se ti za vse dobre debate, za prijateljstvo. Ful sem vesel, da sem danes pri tebi doma. Hvala vsem, ki ste organizirali ta večer, želim ti vse dobro, kot rečeno prele v gostilni 1-2 leti ti damo miru, da se spočijaš, pa da vidimo, kjera bo tvoja nova inkarnacija. Nasledniku pa zabičam, da mora biti enako duhovit pa zanimiv na debatah, kot si bila ti. Dobro, Jože, gremo na bolj resen del naše debate. Ja, dejansko je bila ekipa ekonomistov, ki je že tam nekje okoli 2002 začela opozarjati javno, ne, da je naš ekonomski model malo nenavaden in da najbrž ne bo dal dobre rezultate, ko bo prišlo do krize. Da mogoče nismo taka zgodba o uspehu, kot smo mislili. In bolj je prišla ta kriza. Ne. In v tej krizi si je izkazalo, da so ene države manj močno kihnile, druge so bolj močno kihnile, mi smo pa kihnili tako, da smo praktično vse notranje organe ven izbruhali in umrli. In zadeva je postala popolnoma nejasna, ko smo dojeli, da imamo mi globjo krizo, več brezposelnih, da se najprej po stečajih podjetjev in povečanju brezposelnosti kar naenkrat cel kriza v bančni sektor, da imamo vse banke mrtve, to se nam je kriza v javno-finančni sektor presela in halo, ne, to ni država, ki bi imela tako dobro ekonomsko politiko, da bi bila zgodba o uspehu in imela stabilno strukturo ekonomije. To ni šans, to je hiša iz kart. In seveda jaz sem začel razmišljati, okay, kako nasloviti to navidezno v tistem trenutku ekonomsko vprašanje, v čemu je problem pri nas. In prva stvar, ki mi je prišla na misel, so bila omrežja. Okay, gremo začeti resno preučevati, kva so ta omrežja. So vsi te strici iz ozadja, interesne skupine, toliko ključne, da so lahko naredile strukturo ekonomije nestabilno na način, da se je naredil presek med politiko, interesnimi skupinami, in državnimi institucijami in da so se državne institucije korodirale in omogočile neko bizarno ekonomsko strukturo ekonomije, ki se je takoj, ko je bil prvi problem, absolutno sesula in razsula. Najprej je bilo treba definirati, kva so to omrežja, ne? To mi vsi na videz vemo, ampak treba je začeti govoriti v malo bolj akademskem jeziku, v smislu, da imam eno metodologijo pa logiko preiskovanja. Pa sem ugotovil vse, da lahko najdem poslovne povezave in lastniške povezave, ki povezujejo neke skupine ljudi, za katere utemeljeno sumam v tistem trenutku, da gre za omrežja. In omrežja sem jaz videl kot droben pesek, ki ga vsipaš v urni mehanizem in začne zaustavljati uro. Ura je navidezno lepa, čudovita, zgodba o uspehu, pozlačena, ampak mehanizem je pa vse bolj obremenjen z temi omrežji, ki zaustavljajo urni mehanizem. Pa se je šla naslednja zgodba, daj pet gremo pogledati, kje je izvirni greh tega. Moj izvirni greh je bil v letu 90 v moji glavi, se pravi sprememba sistema, privatizacija, tam bi moglo nastajati omrežje. Jaz si sledim vse lastniške pa poslovne povezave do leta 90 za te izbrana omrežja. Na kar ugotovim, da imam nekaj skupnih imenovalcev. Ta prvi skupni imenovalec je, da se v lastniški in poslovni strukturi pojavlja podjetje, praviloma, ki seveda je iz tujine, ampak praviloma iz davčnih oaz. Okay? In pol, seveda, je vprašanje, ajde pridemo do 90. leta, ugotovimo, to niso tuja podjetja, ker so lastniško udeležena samo v slovenskih podjetjih in poslujejo samo s slovenskimi podjetji. Se pravi, to je neka ekspanzija teh domačih omrežij v tujino. Naslednje vprašanje. Dobro, gremo ugotoviti, da je prvo slovensko podjetje imelo v davčni oazi svoje podjetje slamnato ustanovljeno. Ne? In seveda, tam se začne zadeva lomiti. Lom se do onega prebliska, ki sem ga imel, dokumentarca Ljerke Bizil,
z Nikom Kavčičem v usporedni ekonomiji. A? To me navede na videz popolnoma novo idejo, da bi pač odrasel ekonomišču gledati udbovske arhive. A? Ker zdaj začenjam s to potezo tvegati, da izpadam absoluten norec, tako kot je Jože pa Slivnikova četica izpadla za absolutne norce, ki so delali isto, kot jaz, samo da dokumentov niso imeli. Ali da žrtvujem svojih 5 let življenja, zato da tam v arhivu prečitam pa 100.000 strani ali pa milijon strani enih dokumentov, pa nič ne najdem, ali pa dobim odgovor. In jaz grem v Arhiv Republike Slovenije in pa rečem, ok, lejte, pač mene zanima ta udbovski arhiv, to je v resnici Arhiv Republike Slovenije, tehnična enota 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve. Ali je noter kaj ekonomskega. Zdaj skrbnik arhiva mi je rečela, jaz nisem ekonomist, ampak je 1-2 dokumenta pa zgledata zelo taka, da bi bila tebi zanimiva. Ne? Jaz jih naročim, če 14 dni dobim. Prvi dokument je 2136, naša podjetja v inozemstvu. Odprem tisti dokument, 10. stran dokumenta, nekaj tazga, čist na začetku, piše Niko Kavčič v imenu Uprave državne varnosti v Lichtensteinu leta 1951 ustanovi podjetje Kolkomelc Vaduz. Druga akcija Udari v zemlji, 2137, tehnična enota. Noter piše, kako je zmanjkalo v republiškemu proračunu denarja, zato je denarja za to, da bi služba državne varnosti kupila helikopter pa tehnične naprave za prisluškovanje. Zato je šef partije, takrat Popit, pa šef slovenske vlade Kavčič sta dovolila, da Udba prešverca cigarete v Italijo, da jih proda italijanskim kriminalcem, dobi keš, ga opere čez Emonino podružnico v Münchnu in s tem financira tisto, kar proračun ni dal. Prvo mi je pokazalo, da je Uprava državne varnosti še kako upravljala z podjetji. Drugo mi je pokazalo, kakšen je en vzporeden mehanizem odločanja v teh ekonomskih poslih. Ker Juga je imela ustavo, imela je zakonodaje. Ni imela tam, da prideš pa ti en ustno da dovoljenje, da proračunsko postavko financira za švercem cigaret. To je bilo tudi kaznivo, tudi tam. Ampak je kazalo, kako to fantje naredijo. Pač po strukturi se dogovorijo. Struktura je samo zato, da jo mi vidimo, v resnici delujejo, pa partija deluje kot mafijska služba. Okay? Od tam naprej sem se premikal proti 90-im. Sem rekel, koliko delač pa lahko to zgodbo vlečem, da imamo ena neznana podjetja z slamnatimi lastniki po davčnih oazah in da imamo neformalen sistem privolitev za izpeljavo akcij na področju ekonomije. In bolj, ko sem šel naprej, bolj je jasno postajalo, da ne da gre to sam do 90. leta, ampak gre čez 90. leto, se zagozdi noter v privatizacijo in kreira omrežja. In cela ta ekipa z neformalnimi privolitvami v mrežju omogoči korupcijo slovenskih institucij in izgradnjo sistema, ki pač ne obstaja, ker prvič, ko nekaj počute v tujini, izgine. Zdaj, ta odgovor je bil ekstremno dolg, ampak Jože že to navaja, mislite pa še navajate. Gospod Pezdir, govorite o nekem sporednem mehanizmu, ki je deloval kot neka kriminalna mafijska družba mimo pravil. Ja, mimo lastnih pravil. Ja, ne paradoks večji. To je bilo v nekem prejšnjem režimu totalitarnem, nadaljeval se je pa še vsaj na deklarativni ravni demokratični državi Sloveniji. Zdaj, očitno so organi pregona odpovedali tudi pravosodje in posebej sodca. Tukaj bi gospoda Jelena vprašal, kako on gleda na vlogo sodstva pri pregonu gospodarskega kriminala. Ja, jaz bi rekel, da če hočemo razumeti sedanjost, je prav, da tudi poznamo preteklost. In tu je prav lepo opisano
veliko z forenzno natančnostjo v tej knjigi. Ne. To so notri vse dokumentirano z imeni, priimki, z datumi. In tukaj me je najbolj strah oziroma je zaskrbljujoče, ker to je šolski primer, kaj se ne sme delati oziroma kaj se ne sme delati. In tu bi bilo lahko eno dobro gradivo tudi za organe pregona. Jaz mislim, da je v Sloveniji potrebno sodstvo nekako postaviti na nove temelje, tožilstvo. Še nedolgo nazaj smo imeli kar nekaj političnih procesov, naj omenim najbolj odmevne, to so bili procesi v zadevi Patria, v teh časih pred volitvami proti predsedniku opozicijske stranke, to je Janezu Janši. Potem so bili politični procesi proti županu občine Maribor. Vsi ti procesi so kasneje padli oziroma so zastarali in nekje mečejo dvom vsega tega, ali je to res, ali je to padlo, ali ni, in ljudje tu niso dobili tistega končnega rezultata, kar bi moglo sodstvo sproducirati. Na drugi strani je pa recimo župan mestne občine Ljubljana, kateremu se pa nič zgodi, kateri se pač hvali okoli po raznih medijih, da dokler bo on nasprotoval oziroma bo delal proti predsedniku zdajšnjemu vlade Janezu Janši, se pač njemu ne bo zgodilo. In jaz mislim, da je to v Sloveniji zaskrbljujoče in po mojem je to tudi to, da nismo mi tam, kjer smo si želeli biti v času pred osamosvojitvijo, ker smo mislili, da bomo druga Švica, ampak žal je to sodstvo zatajilo. No, in jaz mislim, da tale knjiga bo še dolgo živa in da bo mogoče tudi en tak šolski primer za fakultete, da se bojo pač na njej učili, kaj se ne sme delati, ne? Oziroma kakšne prakse se lahko dogajajo v eni od demokratičnih in evropskih držav. Gospod Vester, ta pasivnost, mogoče namerna pasivnost organov pregona je tudi vas presenetila v primeru pranja denarja v Novi Ljubljanski banki. Vi začnete knjigo z tole najnovejšo temo, kot je Iran Gate, in na podlagi tega pol na koncu v poglavju tudi napišete, če hočete to razumeti, morate pogledati, da je več v preteklost nazaj. Hkrati pa tudi opisujete to res pasivnost, kako so končevali neki papiri v predalih policije in se nikamor ni premaknila. Ja, to dejansko so šokantne zadeve. Prva šokantna zadeva je seveda, če ugotovite, da iranska obveščevalna služba zlorabi vaš bančni sistem, da se prebije embargo in prebije se za več kot milijardnim zneskom. To pač je nekaj zastrašujočega, kar bi mogli vsako ekipo, ki upravlja z državo, začeti skrbeti, kaj pravzaprav se pri nas dogaja, če smo lahko same grde besede hodijo za primerjavo, no? Ampak da smo pač kolbišče tujih raznih obveščevalnih služb, da lahko pride vsak in naredi karkoli hoče, ne? Če bi bilo to racionalno. Ne? Druga zadeva je seveda, ki je zastrašujoča, kako da policija in tožilstvo ne prvič, ko je bilo to odkrito, ne ta drugič, ko je bilo to ponovno odkrito, enostavno ne trznata na te zadeve. Ko se je prvič odkril, policijske preiskave ni bilo. Nihče od policistov ni dvignil svoje guzice, šel do bančnih šalterjev, bo vprašal, kdo je ta Iranc, kdo ga je pripeljal, kaj ta Iranc klep počne. Ne. Če vam bojo kolo danes v muzeju ukradli, boste policijo poklicali, bo en prišel, en macan policajski z blokcem, pa si bo zapisal vašo izjavo, pa kjeri uri se je zgodil, pa kakšen je bil to kolo. Za milijardo plus pač to ni bilo nikakor veze. Ne? Medtem, ko je jasno, da je iz dveh bank je šel keš, ker je jasno, da je še ta druga banka na embargo, ta druga iranska banka na embargo, mi še vedno 6 mesecev ta denar, ki procesujemo čez Novo Ljubljansko banko. Pa vsi vejo,
Urad za pranje preprečevanja denarja, Sova, policija, Banka Slovenije, še kar spuščamo ta keš. A veste, kako smo mi izvedeli, da imamo problem? Cela kopica tujih partnerskih obveščevalnih pa finančnih obveščevalnih služb je v Slovenijo začela pisati, kaj se pri vas dogaja. Nenormalni zneski hodijo čez. Medtem, ko po 4 mesecih še vedno nič ne zmorejo narediti policija, Sova, UPPD in ko zasedajo, kaj je zdaj to, Jeranc odpira nove račune v Novi Ljubljanski banki. V mesecu novembru, do konca decembra to sranje poteka. Vprašamo mi na zaslišanju tedanjega direktorja generalne policijske uprave Janka Gorška, v čemu je fora, ne? Mislim, vi ga iščete, vi preiskujete primer, on pa v Ljubljani odpira račune. Zakaj niste uporabili kjerkoli tipične metode za prikritega zasledovanja? Ono reče, prehitel nas je. Pa kako? Prehiteval vas je od julija 2010 do decembra 2010. Ne vem, v čemu je problema, ste vsi retardirani, ali kaj je zdaj to, ne? Znotraj banke je jasen, da vse, kar je šlo skozi, je bilo neregularno, mimo regulativ Banke Slovenije, mimo zakona o bančništvu, mimo internih predpisov. Sploh ne vidim razlike med tem pa uno zgodbo, ko sem vam jo povedal, v proračunu ni denarja, izvolite švercite udba čike. In to, da pač dajo vrhovi politike in institucij to dovoljenje. Zdaj, kar je tukaj najbolj noro je sledeče, ne? Danes smo dobili ruske banke na blokado, pa še 2 Rodberga, pa še enega oligarha, ne? Pa kaj naj zdaj mi rečemo v tej državi? Ne gremo v Moskvo zakupati jumbo plakate, pri nas lahko prebijate embargo. Zakaj? Zato, ker policija in tožilstvo trdita, da so bile iranske transakcije normalne poslovne transakcije. So bile pa preboj embarga. Sprav, pa gremo zdaj v Rusijo, pa rečemo, za slovenske tožilce ni panike. Vi se lahko še celo tako zajbavate, da na meni nakazila napišete Ana Karenina ali pa Superman, pa nakažete 10 milijonov evrov kar nekam. Šlo bo čez. Mi smo zdaj do tega prišli, da nas mora danes v tem trenutku skrbeti, kdo bo prebil embargo za Ruse. Ker so tožilci in kriminalisti rekli, da je to legit. Če te samo malo prekinem, prej si govoril o kurbišču obveščevalnih služb. Dobro, nisem edini, ko govorite grde besede. Treba je pa nekaj vedeti, se moraš izdržati, treba je nekaj vedeti, da se tle v Sloveniji, vsaj tako so bile leve vlade nazaj, niso počutili domače tuje varnostne službe, ampak tudi mafici. Ne vem, če se spomnite primera enega italijanskega mafica, ki je bil 3 dni v hotelu Austrotel, se mi zdi, v Ljubljani, in so ga pol vprašali, zakaj je prišel v Ljubljano. Rekel, v Sloveniji se počutim čisto varnega. Človek, ki je bil na tiralicah, se je v Sloveniji počutil varnega. Naše obveščevalne službe pa nič. Tudi UDBA je bila organizirana kot mafijska kriminalna združba. Tukaj bi bilo pa vprašanje je za oba. Povsem normalno je, da imajo suverene države svoje obveščevalne varnostne službe, svoje tajne službe, če tako rečemo. Samo je bistvena razlika med tistimi službami, ki so bili v nekem totalitarnem režimu, bodi si v demokratičnih družbah. Ne dajte povedati mi malo razliko. Ok, jaz bom hitro, ko sem tehničen aspekt tega povedal. Zelo jasen je, kaj je obveščevalna služba v totalitarnem enopartijskem sistemu po demokratičnem večstrankarskem sistemu. V totalitarnem enopartijskem sistemu, se pravi to, kar smo živeli od 45. do 15. maja 1990, ko je nova ustava sprejeta pa nove institucije, je bila to dejansko obveščevalna služba vrha slovenske partije. Kaj ti? Načelnik uprave državne varnosti po letu 68 službe državne varnosti je poročal najprej direktno šefu CK in ožjemu kolegiju šefa CK. Šele potem je bilo poročanje lahko usmerjeno
v druge, naprimer izvršni svet tedanjo vlado. In šele v zadnjih 2 desetletjih so vzpostavili neko, kot danes imamo KNOVS komisijo, ki naj bi njihovo delo nadzirala, čeprav je partija imenovala te člane noter, ki so to nadzirali. Ampak v osnovi so ukazi prihajali z vrha partije. Danes je organizacija drugačna. Ne? Danes imamo direktor Slovenske obveščevalne službe, je odgovoren za svoje delo in naloge prejema od predsednika vlade. Hkrati pa njegovo delo kontrolira državni zbor, kjer ima večino vedno opozicija. Se pravi, checks and balances kle obstaja. Kle ni tako, da bi bil šef Sove, Stušek, hodil na Trstenjakovo 8, pa tam dobival navodila, ampak mu je priti na vlado. In tukaj ga Stuška Trstenjakova 8 ne nadzoruje, ampak ga nadzoruje KNOVS, kjer ima večino noter opozicija. In to je razlika. In oni so tudi zregulirani, da ne govorimo o dejavnostih. Pač te dejavnosti zdaj nimamo likvidacija političnih nasprotnikov, ugrabljanje političnih nasprotnikov, švercanje cigaret in poslovanje z kriminalnimi združbami, ustanavljanje slamnatih podjetij po davčnih oazah in izvoz državnega kapitala. Ja, dejansko je res, da v bivšem sistemu je služba državne varnosti in seveda UDBA nadzirala sama sebe. Ne. Tu je pač zadeva bila z razlogom in mislim, da je od vseh bivših republik nekdanje Jugoslavije še zmeraj največji problem v Sloveniji, zato ker je po nekaterih podatkih bilo v Sloveniji na število prebivalcev tudi največ sodelavcev UDBE oziroma službe državne varnosti. Ne. Zdaj, ko smo gledali pred časom te spiske, ko so krožili po raznih omrežjih, smo videli, tu so tudi mlajši ljudje. Ne. To so ljudje, jaz pa plus minus 10 let. Ne. In ti ljudje tega niso pozabili delati, ti ljudje še to zmeraj počenjajo, delajo pa za določena omrežja, katera še zmeraj delujejo v našem sistemu. Ne. Kdo bi jih mogel prepoznati, verjetno so prepoznana, ampak tako smo že prej rekli, vse skupaj je problem v sodstvu, ker se to ne sproducira. Ne. Vse je zapisano, vsi vse vemo, vsi vse govorimo, ampak zadeve se ne pride do dna. Sodstvo ni doživel ilustracije, Tako, ja, neke reforme, ki bi jo pač morali in katero vsi čakamo, ne? Tako da je lahko potem doživljač vrhovni sodniki so razni Maslešef, Florjanciči in še ne vem. Kdo, gospod Pezdir, vi ste govorili, da je UDBA tajna služba, ne, ki ne je tajna služba ustanavljala podjetje v davčnih oazah, ja se so plasirali ogromna denarna sredstva, o kakšnih količinah denarja govorimo, pa preden odgovorite, bi samo še nekaj povedal, gospod Bezder dela na številkah, on bo povedal o številkah, za katere si prepričan, in samo povedal naslednje, namreč v drugih republikah se je približno isto dogajalo. Nek hrvaški zgodovinar je delal nekaj izračuna, koliko je njihova UDBA odnesla v tujino od začetka 80-ih let pa do potem, ko je Hrvaška postala samostojna. Zdaj ne vem, je številka prava, je malo pretirana, oni govorijo o 70 milijardah dolarjev. Pa ja, kot prvo, od vseh republiških služb državnih varnosti je bila Slovenija daleč najbolj propulzivna na ekonomskem področju. To vemo zaradi tega, ker imamo ohranjene poročila Uprave državne varnosti, iz katerih sledi, koliko je posameznih uslužbencev na katerih oddelkih in na ekonomskih oddelkih je bilo primerjalno več zaposlenih uslužbencev v slovenski UDBI kot na Hrvaškem ali v Srbiji, kjer sta v bistvu dominirale dve večji zgodbi in na Hrvaškem INA, v Srbiji pa seveda Genex. Ni to posebnost, ukvarjanje služb državnih varnosti z ekonomijo. Morate razumeti, ta dokument je tudi objavljen v prilogi tele knjige
leta 1951 se republiške udbe razidejo na področju ekonomije, legalne in ilegalne. Dogovor je zgolj, da vsak vzame svoj trg, da pa na račun pri švicarski banki plačujejo neko provizijo za zvezno udbo. Poleg Jugoslavije vemo za zelo dober primer Nemčije, kjer je Stasi tudi izvažal denar malo pred padcem berlinskega zidu. Zdaj, kar se tiče teh 70 milijard, jaz ne vem, odkot ta cifra prihaja. Ne? Ja, in to mislim, da tudi Domagoj Margetič ne ve. Trdi že vztrajno 10 let, da ima dokumente, ki jih je dobil od Bojke Vučić, Miloševićeve financierke v času velike pljačke v Srbiji, ampak teh dokumentov ni. Zdaj mogoče, jaz bom navedel danes en znesek, ampak rad bi nekaj povedal. Ni fascinacija, moja fascinacija s tem mehanizmom ni v domeni, koliko denarja bi oni ven spumpali. Moja fascinacija je, da so oni naredili mehanizem, kjer so oni družbeno premoženje ven potegnili in ga vrnili nazaj kot privatno premoženje in zablokirali svoje pozicije moči v institucijah, medijih, politiki in gospodarstvu. To je tisto glavno. Ni zdaj poanta, je šlo 1 milijarda ven, ali je šlo 6 milijard ven, ali jih je šlo 75. Šlo je toliko, da so oni toliko naše zgodovine v zgodnjih 90-ih lahko preobrnili v kreacijo omrežij in razgradnje institucij v svoje koristi. Zdaj, naprimer, o čemu pa lahko govorimo? Ne? Jaz sem delal tega sicer v knjigi, je to samo en del tega objavljen. Znameniti Casino Portorož, ki je bil, mislim, da do primera Farok, eden največjih finančnih škandalov v Sloveniji. Ti si ga preiskoval, jaz sem še tvoje članke bral, ki še grob Gina Chiese, iskal pa sliko po Piranu. Gino Chiese je bil mafijaš, ki je deloval v Casinoju Portorož skupaj z upravo državne varnosti. Zgodba je bila taka, da so uprave državne varnosti so držale kazinoje. Kazinoji so imeli posojilne službe, te posojilne službe so bile v rokah italijanskega organiziranega kriminala, v Casinoju Portorož v rokah Male del Brenta. Vse to si lahko preberete v poročilih preiskovalnih komisij italijanskega senata, pa tudi v udbovskih arhivih. Iz tam je denar tekel, dogovor je bil, da iz posojilne službe gre 20% celotnega denarja za službo državne varnosti. Denar je bil nakazan na eno panamsko firmo, International Pleasure Investments, iz tam se je nakazal na švicarski račun švicarskega podjetja Panautike SA. Ko je bil enkrat denar na banki, je prišel tja Ivan Eržen, to je bil načelnik službe državne varnosti, Kučanov sošolc na pravni fakulteti, njegov tesen sodelavc, tja dvignil denar v gotovini in ga prevlekel v Slovenijo na neko neznano točko in potem ne vemo, kam je to šlo. Kar pa imamo, ne, je pa koliko je šlo denarja v Panamo. In to je šlo v 10 letih, se pravi, ki je nek od 80 do 90, pretvorjeno v današnjo vrednost evra, 250 milijonov evrov. Četrt milijarde. Zdaj ista zgodba je potekala v Casinoju Gorica. Tam zdaj ne vemo točno koliko, ampak glede na to, da je bila zgodba ista, da so bili isti Italijani noter, da je bila ista SDV noter, da so bila ista, mislim, podjetja tudi v Panami, kamor je denar tekel, pa da je to enkrat večji kazino. Če samo ta dva seštejemo, manj kot pol milijarde tega ne more biti. Ne? Ampak cifra, kot rečeno, edina utemeljena je 250 milijonov, kar ni manj. 250 milijonov evrov, lejte, to kupite kar precej veliko podjetje v tej državi, kupite NKBM, naprimer, ne? Ni zajbancija.
Ampak glavna fascinacija je s tem, da imaš ti vzvod, ki prideš tala, ne, pritisneš na gumb in se vse te točke povežejo in se kapital nekaznovano izvozi in nazaj uvozi. In Govorimo o tem, kar gledamo zadnje zaradi dni. vseh teh Ja. mahinacij, prej ste govorili, da je pač sporedni mehanizem kot en pesek, ki se zažere v uro, da dela narobe, Ja. pa prepočasje. Ne? Ta sporedni mehanizem je tudi zaviril razvoj, hitrost razvoja Slovenije po osamosvojitvi. Ne? Vi ste na enem izmed večerov rekli, da je posledica tega tudi, da imamo nižje plače, nižje pokojnine, kot bi jih Glej, lahko. Realno, ne? Ja, Saj realno, nismo kot bi jih imeli lahko imeli. sanacijo praktično 5 milijardno zdaj od 5 bančnega milijard, sistema. Ne? To so bili pač krediti, ki so bili dani komitentom, ki nikoli ničesar niso vrnili. Kar pomeni, da banke niso delale po nekem sistemu, ki obstaja. Se pravi, regulativa, bančna zakonodaja, interni predpisi. Krediti so bili pač talani, nezavarovani, brez razloga, nikoli plačani, vedno podaljševani, dokler pač so oni rekli, naplačujemo več. Tam je zginilo 5 milijard praktično. Teh 5 milijard smo mogli mi, davkoplačevalci, noter dati in to posanirati. Ne? Če malo karikiram, Ja. teh 5 milijard bi lahko namenili tudi recimo lokalnim skupnostim. Ne? Ta vlada se vendarle trudi, da nekako pride bliže lokalnim skupnosti. Kako vi tukaj v občini tole občute? Ja, zdaj mi smo, oziroma vlada pod vodstvom Janeza Janše je v mesecu juniju lanskega leta izpogajala rekordno število evropskih sredstev, okoli 12 milijard evrov, katera se bodo črpala v obdobju od leta 2021 pa do perspektiva tam do leta 2027. Ne. Ta denar je tudi namenjen za okrevanje po koroni. Ne. Iz teh sredstev je v velikšni meri dobila tudi lokalna skupnost. Vemo, da so se povečale glavarine, to je čisti denar, kateri je lahko in je namenjen za investicije. Potem tu so prepotrebni projekti, razne dozidave, vrtcev, šol, športne dvorane, infrastruktura. In imam občutek, da je zdajšnja trenutna vlada vložila ogromna sredstva za razvoj podeželja. Ne? In prav je tako, da se pač nekje uravnoteži razvoj Slovenije, ker mi smo bili priča prej recimo mestnim občinam in večjim krajem, kateri so dobili veliko več kot pa podeželje. Zdaj smo pa priča temu, da je skoraj ni občine, katera ni dobila en tak res potreben projekt, kateri bo služil za dobro občanov. Tako da jaz sem prepričan, da bo ta zadeva šla naprej še v naslednjem obdobju in da počrpamo in da izpeljemo vse te prepotrebne projekte, kateri so v pripravi sprejeti in kateri so še, jih je še potrebno sprejeti. Stanje se torej nekoliko normalizira, kot je bilo normalno za vsako državo. Ni bilo pa normalno delovanje oblasti v prejšnjem režimu. Ne? Kako so pravzaprav vedeli najvišji vrhovi vi politike? Pa ne govorim samo o prejšnjem sistemu, ampak tudi o zadnjem primeru pranja iranskega denarja. Ker najbrž to ni šlo, kar mimo konec koncev je to državna banka bila. Kot prvo, Udba ni delala kar nekaj na svojo roko. Ne? Danes tisti, ki prisegajo na fantastično politično modrost bivše partije, ne morejo upreti svojega obraza, upisanega v tej knjigi, tako da rečejo, to so neka udbovska posla, to partija ni vedno. Zato, ker Udba je pridobivala dovoljenje oziroma ukaze, kaj izvršiti od partije.
samo iniciativno pač ni mogla nič delati. To je bil vendarle sistem, ki je obstajal. In zakaj to še vemo? Ne? Zato, ker z Omerzo smo razkrila en primer, ko so Kavčič in njegova stara ekipa, ki je naredila fundamente vzporednega mehanizma na Tržaškem leta 1948 pa do 1951, se je preselila do konca 60-ih v bančni sistem. Ne? In tam v bančnem sistemu so si fantje nekaj po svoje predstavljali in so se šli banksterske posle. In so nek denar iz kreditnih tokov Nove Ljubljanske banke enostavno odsvojili na zasebne račune. In so jih dobili. So šli najprej preveriti, da so bila kakšna ustna dovoljenja za to izrečena, ni jih bilo, potem je pa po teh fantih padal. Se pravi, če si prevaril partijo, ne, si ga najebil. Prav nihče ni prevaral partije. V tej knjigi to ni udbovska prevara partije, ampak je, kako udba igra po navodilih partije. Potem pridemo do leta 1991 in znameniti primer operacija Merkur. Tam vidimo, kako se sistem prolongira. Operacija Merkur, ta dokument imate v dnevniški obliki, to je dokument Nika Kavčiča, ki je pač zapisoval, kako je delal po dnevih neke korake in koordinacije. Gre pa za to, da je prišla odločitev, da bi Marko Voljč postal direktor uprave Nove Ljubljanske banke. S to idejo je šel Niko Kavčič k Milanu Kučanu. Milan Kučan kot predsednik države seveda ni imel nobenih pooblastil, da bi odločal, kdo bo direktor uprave banke. Okay? Banka je v državni lasti, skupščina državne banke je vlada, glavni odgovorni je pa seveda predsednik vlade, takrat je bil Janez Drnovšek. Okay? In lahko bi on rekel, skupščina bo zdaj imenovala novega direktorja uprave. Lahko bi to rekel guverner Banke Slovenije takrat, France Arhar, ki je reguliral to banko. In bi rekel, ta banka nima več direktorja uprave, ker bi bil fit and proper, radijo, čau, najte novega. Ampak ne, cela zgodba je stekla tako, da je Milan Kučan v dogovoru z različnimi deležniki, naprimer Mitja Gaspari in tako dalje, najprej pa preveril nadzorni odbor banke, potem upravni odbor banke in potem prišel do svojega cilja v ustoličitev direktorja uprave Marka Voljča. Ampak pri tem je zelo pomembno povedati, da se on pa Kavčič v Kučanovi pisarni, predsedniški pisarni, dogovorita, da mora biti vse to strogo konspirativno in da Arhar pa Drnovšek o temu ne smeta nič vedeti. To je fucking vzporeden sistem od moralno. Očitno. V samostojni Sloveniji. Očitno se Kučan na nekaj spoznal, namreč 3 leta nazaj je na Dražgošah na eno vprašanje o enem kreditu, nekaj takega, odgovoril novinarjev, uvrstite, jaz se na finance ne spoznam. Očitno se je spoznal, ali pa se mu ni bilo treba. Ne, očitno on ful loči koncepte finance pa bančništvo. No. Očitno na bančništvo se je spoznal, če je vedel, kdo je primeren za direktorja uprave banke. Sej pa seveda zajebu, ker Marko Voljč se mu je izpridil do konca. Ne. Zdaj pa, če pridemo na zgodbe o temu, kako primeru Farrokh, kako je podeloval. Glejte, so bizarne stvari. Ne? Janka Gorška smo dobili, ko je parkrat dobil obvestilo o Sovi, koliko narobe vse s primerom Farrokh, pa ga ni poslal do ministrice za notranje zadeve. Zdaj je ono idiot, ali je on hotel ustvariti okoliščino, da ministrica ne ve? Ne vem, ampak to ni fora. Ne? To ni fora, če Sova pošle totalno štalo imamo v državi s pranjem denarja, preboja embarga, direktor generalne policijske uprave pa to predal roke. Potem druga varianta, obvestilo predsednika vlade, Borut Pahor iskreno nič ni vedel. Tudi on so si kle v hiši, verjamemo, da Borut Pahor nič ni vedel. Ampak kako je prišlo to do njega? Zdaj, predsednik vlade ima za take zadeve sekretarja za nacionalno varnost. Okay? On, sekretar za nacionalno varnost, dobi dokument,
in po potrebi v temu obvesti predsednika vlade. Zdaj, takrat je bil sekretar za nacionalno varnost nekdo, ki je doktoriral iz financiranja iranske proliferacije. Se pravi, kako Iranci delajo preboj embarga, da financirajo pač to izgradnjo jedrski program. In on je dobil na mizo kot strokovnjak z tega področja obvestilo Sove, da Iranci prebijajo embargo in da obstaja možnost, da gre za proliferacijo. On kot strokovnjak, edini v Sloveniji, je odločil, da je predsednik vlade tega ne rab vedeti. Zdaj spet vprašanje, o čemu zdaj mi govorimo. Ne? Ampak na neki točki se moramo vsem zmeniti, da to retardiranosti pa ne bomo pogoltnili, ampak se bomo vprašali, fantje, a vi dalje furate vzporedni mehanizem, ki ste ga naredili takrat v unmu času partije? Ja, očitno. Se spomnimo se lahko glih januar je minilo natančno 30 let, mislim, da je bil 6. ali 7. januar, ko je Hasan Čengić, bosanski trgovec z orožjem, ali takrat je bil nek sekretar, obisku Milana Kučana. On je šel do vlade. On je šel k Milanu Kučanu. Pol leta kasneje je prišel še enkrat Kučanu, se najavil k Janezu Janši, ki takrat bil obrambni minister. Janez Janša ga ni hotel sprejeti, ker ni imel ustreznih pooblastil bosanske vlade. Kaj je sledilo? Vsi vemo. Kučan in Čengić sta šibala prek humanitarne pomoči orožje, dokler ni prišlo junija 1993, ko se ga je odkrilo na Mariborskem. Kaj je najbolj bizarno, da je takrat vlada Boruta Pahorja te dokumente dekodirala in sta jih Šulc pa Zgaga objavila, Zgaga. Okay? In tam noter je zapisnik za sestanka pri predsedniku Kučanu, ker predsednik Kučan enostavno odreja, da bo pač orožje šlo v Bosno in Hercegovino in da naj za to poskrbita obrambni in notranji minister. Mislim, o čem govorimo, Kar je tudi spoj zdaj med Šulcem in Zgago že dolg. Pač Zgaga trdi, da je dokument, ki ga objavil, to napiše not, ampak piše, jebi ga. Gospod Janan, kako to prepreče take stvari, da se dogajajo, bom rekel, mimo pravne države, mimo celotne zakonodaje, najbrž zdaj tega pol mandata ni dovolj. Kako naprej, kako... Ja, jaz sem trdno prepričan, da tu ni druge filozofije kot iti 24.4. na volitve, oddati svoj glas za tiste, kateri so za nas naredili v tem mandatu največ. Mislim, da je usmeritev desno-sredinska vlada in da te zadeve pripeljemo do konca. Tako da, če sem prej govoril recimo o teh sredstvih v perspektivi 21, 27, 12 milijard evrov, če se vrnemo na prejšnjo perspektivo, ko je bila do leta 2021, je takrat uspelo takratnemu predsedniku vlade iztržiti samo 3 milijarde evrov za investicije v Slovenijo in še tisto ni bilo počrpano. Tako da zdaj v zdajšnjem obdobju te stvari tečejo in potrebno pač še nekaj stvari postoriti za debirokratizacijo. Kot vemo, ko imamo razne projekte, so projekti zaustavijo, pridejo razne nevladne organizacije. V nevladne organizacije vemo, da so pač podaljšana roka določenih lobijev. Globoke države tudi, v mreži in te stvari obstanejo. Tako se lahko ena nevladna organizacija, recimo iz Bele krajine, pritoži nad projekt, kateri je na Koroškem ali obratno, stvari obstanejo in se nič ne zgodi. Zato je prav, da se te stvari razčistijo se lahko pa samo tako, da gre Slovenija naprej v tej smeri, v kateri je zdaj. In jaz mislim, da je edina možnost, čeprav še ni glih predvolilni boj, da pač nekje, da
vlado tudi v naslednjem mandatu vodi Slovenska demokratska stranka oziroma njen predsednik Janez Janša. To je moja varianta in seveda te stranke, katere so zdaj skupaj oziroma ti ljudje, da popeljajo voz naprej v tej smeri razvoja in razčiščevanja določenih stvari za nazaj. Samo en sklic, ko si rekel omenil nevladne organizacije, pa zdaj mi ne moramo mešati še kar se nevladne organizacije dajo v isti kup, imamo tle gasilce, reševalce, ampak pač tako se imenuje. Bom povedal en bizarni primer, zakaj porabljajo ta sredstva, te informacije zdaj počasno vendarle prihajajo ven. Namreč vnuk nekega primorskega gradbenega barona, tajkuna, je samozaposlen v kulturi. Bobnar je, Bobnar je, lahko je umetnik, ampak zakaj je dobil sredstva, zakaj ste mu mogli vi plačevati prispevke? On je umetniško preučeval odboj zvoka od betonskega zidu. Verjeli ali ne? Zato se daje denar. Zdaj pa jih prosil, če ima kdo od vas kakšen komentar ali pa kakšno vprašanje za naša dva gosta tukaj. Mene šlo od začetka tudi na smeh, pol pa nič več. Zakaj je on glasbenik ali fizik? On je bobnar. Neka fizika razumem, da neke te odmeve preučuje. Če je bil njegov deda gradbenik, je mogoče kaj za njega. A veš, preučeval, jaz si predstavljam peti preučevati zvok v, ne vem, en betonski blok, 10 nadstropja, pa začni bobnati v 3. nadstropju, ti bodo sosedi dali odmev nazaj. Kje jim jaz bobno, jaz moram delati človek? Kdo od nas bo bobno? Delati gremo zjutraj v službo, Ima kdo kakšen komentar? Zaželjeno, izvolite. Vprašanje imam za Radota. Če vidite vi modus operandi tudi naprimer trenutno v GNI-ju? Ne, GNI nisem jaz tukaj gledal, da bi vedel. Pač zdaj zgodilo se je, da je knjiga ven prišla in praktično sem upet samo knjigo, moje raziskovalno delo trpi. Ampak vsaj trpi zaradi tega, ker ljudi zanima, kaj imam v knjigi. Vem pa, da je ta vzporedni mehanizem 2.0 najprej izvleči kapital, pa ga pa pod krinko nazaj vrn, še kako živ v zgodbi DUTB-ja. In moja domneva je, o tem ne morem globi govoriti, ker sem pač na tej preiskovalki, moja domneva je, da v skladu Jork še kako slovenski denar pa ben drug denar. In da je bil denar ven potegnan v resnici v tem delu, koliko je bil leta 90, leta 90 so šli krediti Saftiju, ki se jih je pol podpisalo v prvi sanaciji. Kaj je Darko Horvat potegnil ven 300 milijonov, ki jih ni vrnil. In je šlo po hobotnici enih njegovih podjetij, ki so vedno imena menjali, pa naslove poštne, pa države. In tam je teh 300 milijonov zginal in se jih je lahko v Jorku pojavil kot način odkupa terjatev, pa zdaj nazaj prodajo državi. Mislim, to gledamo, ampak ne morem imeti v detajle, ampak to gledamo. Zdaj, jaz bi tule mogoče vprašal, oziroma me zanima, tule noter je veliko imen pa priimkov. Zdaj, vi stojite za njimi, pa me zanima. Ne, dokumenti stojijo za njimi, kaj je še večji joke njihovi dokumenti. A so kakšne grožnje, recimo? Ne, ni nobenih groženj. S tožbami? Ne, niti slučajno. Zdaj, če bi me kdo tožil, imamo zelo paradoksalen primer na sodišču, kjer bi se de facto tožili udbovci za svojimi dokumenti. V tem procesu bi me naredili lepo promocijo in pač to po moje ni zgodba in kolikor razumem, jih to tudi ne zanima. Druga stvar pa je, jaz mislim, da do zdaj so vsi skapirali, da jaz sem premaknen v glavi, da sem nor in da kačiti v mene se ne gre, ker če so se nazadnje kačili, pa so tako knjigo dobili, naj poskusijo, jaz imam cajt pa voljo do konca življenja tako knjigo napisati. Ampak zanimivo, da ste našli še kar precej
dokumentov. Realno, mene mladina je jebala v glavo. Zdaj spet ful grdo govorim, sem ne morem si pomagati, tako je. Moja naloga je bila ugotoviti, kdo za njimi stoji. In jaz sem jih do nule preiskal. Do unga njihovega jebenega luksemburškega sklada, pa vse, kdo je s tem upravljal, pa kam je šel iz tistih bank, ki je bil luksemburški sklad, imel denar gor na Bahame, denar vse do nule, od tega začetka, da so jih Saftijevci ustanovili, kako so jih privatizirali z udbovskim denarjem, žilne opornice. No, jaz sem 3 žilne opornice še od Mark Medica, draga, ja. Rado, ti žitnik je reč. Dej. Kurva li jaz si brik. Pa nisem brihta, lej. Giza, ne, da čak. Stavi mesec, da, pa me zanima, veš. Prosti, pusti me do konca. Jaz, recimo, slučajno delo sem začel grunta. Sem te preveril z Miro Cerarjem. Miro Cerar še svojega imena ni znal povedati, če ni ima napisano. Ti pa govoriš, delaš na uro, evo ti pa... Ja, lej, pa še 2 let bulov, no to bi lahko še 3 ure, ne. Ampak, lej, realno... To je čudan zdaj povedati, čudan je slišati, ampak jaz sem s to partijo fasciniran. V tem smislu, da odkrivam vedno in vedno nove in presenetljive, šokantne dimenzije tega novega sistema. In to je tisto, kar me vleče in to je tisto, kar mi potem v glavi drži podatke in dela povezave. Meni je to resnično fascinantno. Zamislite si, zdaj smo leto 2022. Mi do leta 2022 enostavno nismo vedeli enega ogromnega kosa slovenske zgodovine, ki pa je bil z dokumenti podkrepljen in te dokumenti v arhivu Republike Slovenije. Veste, če date v perspektivo še od Jožeta knjigo, ne? Mi 30 let po osamosvojitvi začenjamo fundamentalne dokumentirane resnice v tej državi govoriti. Ne govorimo o nekih občutkih, ampak v udbovskem arhivu, kaj so oni pisali, ne? To je kle šokanten del. In šokanten del je, ko prideš in to prebereš in je to toliko drugače, da ti ne veš, a si ti nor, a to res kaj bereš. Boš ti komu se upal zum povedati, kva si ti prebral v arhivu, ker je realnost toliko drugačna. To je ta fascinanten del. Lej, če gre Anglež gledati svojo zgodovino izpred 50 let, 100% najde nekih novih dejstev, ki osvetlijo neke probleme, pa lahko debatirajo, kaj je to bilo. Mi kar cele kupe tega sranja odkrivamo. Ne? In to 30 let kasneje. Pa imate samo 10% arhiva. Ja, itak, ja. Ampak kaj je bilo novo, ne? Mi smo bili že na robu tega, da to ugotovimo. Takrat je bilo to res nevarno, to je takrat, ko ste vi to delali. Ja. Vi te dokumente vam da, ubili, ker bi tok privatizacije uničili. Hočem reči, da takrat v začetku 90 let se je, jaz sem govoril o udbomafiji, kot je arhitekt Edo Ravnikar poimenoval ta vzporedni mehanizem, da se je takrat udbomafija ostro odzvala predvsem takrat, ko je nekdo dregnil v njene finance. Komunisti so nekako požrli, pač, da se govori o povojnih pobojih. Komunisti so nekako požrli, da je pač udba tudi morila, kar je sicer grozljivo. Oni so plačane morilce poslali na neko družino in s 3 streli, enim v glavo, 2 v prsto, ubili tudi 7-letno deklico. To so grozljive stvari. Hočem reči, da se je udbomafija ostro odzvala. Vi se spomnite, začetku leta 1993 je Slivk napisal znamenito kolumno Casino Royale. V začetku aprila 1993 je Janez Janša na nacionalnem radiju rekel, da se s tem denarjem lahko kupijo volitve. Kaj se je zgodilo? 3 mesece kasneje, po let 1993, je v Slovenijo prišel bivši polkovnik ali major Kosa kontraobveščevalne službe JLA, Radojčič, to smo zvedeli šele kasneje, 20 let kasneje, z nalogo, da naredi načrt diskreditacije Janeza Janše. Zadeva se peljala in končala naslednje leto z afero Depala vas. To je to. To je ta sistem. Isto je bilo pri zadevi Patria. Vlada 2004-2008 je bila uspešna.
a ne, in niso želeli še enega mandata desni vladi. Saj tukaj se sploh ne gre več samo za Janeza Janšo, tukaj se gre za svetovni nazor, konzervativni desni svetovni nazor, to jih zdaj tudi moti. Rado, če gremo malo, še od tebe malo levo, pa vidim, da govoriš tako iz palca. Ja. A se v vezi Krambergerja že kaj malo bolj ve? Jaz tega nikoli nisem delal v Arhivu Republike Slovenije, kar nekaj teh fasciklov. Zdaj, jaz zaupam Igorju, pač Igor je običajno z nami, ampak če bi bil danes, bi lahko povedal, no, ampak kakor Igor prav, kle ni več za zvedati, kakor je za zvedati. In to je to. In to je, zdaj vsak ima lahko svojo pozicijo na to, ampak povem vam, ni več za zvedati, kakor vem. To veličanje reči, to je zaduftan. Ja, mislim, to je, kar je. In konkluzij. Okay? Ja. Okay, ja, se isto, da se javlja za besedo. Hvala. Ni za kaj. Ja, lep pozdrav vsem, seveda pa gospodu Prezvirju, gospodu Biščaku, pozdrav podžupanu, lepo pozdravljam seveda našo poslanko. Ja, kar veliko smo danes pravzaprav zvedeli, recimo prej bilo rečeno glede teh nevladnih organizacij, ne za občino, pa bi rekel tudi za te manjše občine ali podeželske občine, verjetno ni teh takih problemov. Ni tem društvom, kolikor dobijo sredstvo, jih gotovo si zaslužijo, jih pametno porabijo, pa imamo vsi pravzaprav nekaj od tega. No, v zadnjih letih imamo res nekaj takih imenitnih knjig, naj bo to gospod Možina, Omerza, potem tale knjiga, ki je pred nami. Zdaj tele zadeve, ko človek bere, te nekako gre kar lasje po konci. Jaz sem tole knjigo v začetku lahko rečem, da sem bral kar bolj temeljito, potem pa ne toliko. Namreč jaz sem bolj pričakoval tjale do 90. leta, tako vemo, da so lahko delali, kar so hoteli. Opozicije ni bilo, nadzora ni bilo, udba partije in tako dalje, sodstvo vse delalo z roko v roki, ampak da se potem vsa ta zadeva nadaljuje. Je to pa zelo, zelo zaskrbljujoče. In tudi kot slišim, tudi zdaj vse te zadeve, no, pravzaprav ni mrtvo, ampak na nek način še živi in zlasti, ko gledaš tole zadevo, pa razne ekonomije, finance in tako dalje, koliko je pravzaprav tega denarja zginilo. In Slovenija je res bila lahko vse lepša kot Švica, ampak tudi tako bogata kot Švica, premedunda. Manj pa, zdaj, prej bilo rečeno, če se kaj bojite, seveda, če bi bilo tole pred 90 leti, verjetno prej slej bi vas že utišali, pospravili. Zdaj pa malo zaskrbljujoče tole, da na nek način vas čisto mir pustijo, ker njim to najbolj paša, vemo, da RTV sicer se zdaj prebuje in tako dalje, kolikor zdaj na Nova 24, pa še nekaj na Planetu, pa Dobra demokracija, pa še v družini nekaj prebereš v Ognjišču in tako dalje, se že vdikate kar informiran. Drugače pa kar nekako lepo je tiho in to jim najbolj pravzaprav paše. So dokumenti, ne? Ja, ampak logika tega je sledeča, ne. Če oni mene pač ignorirajo, potem imam jaz kanale samo tam, kjer jih imam. To je to, kjer sem danes. Kar pomeni, da sem jaz del desne zarote in da je to vse skupaj predmet desne zarote. In s tem oni uspešno relativizirajo dokumente, na katerih sloni ta knjiga, ne. Saj ni to glupa njihova taktika, ne. Problem je, ker knjiga je odzunaj, ne, in nima samo desnega bralstva. Še kako vam povem, da ima tudi levo bralstvo, ne. Razen, če ti ne bi rekel, ne, da je bil ta vzporedni mehanizem, ta vzporedna ekonomija, kot je tudi že nekaj Niko Kavčič govoril, ne, namenjena že od 70 let temu
osamosvojitvi Slovenije, ne? Ali ti kaj znaš dokumente o tem? No, Našteli kaj? to je ena teza, ki je bila v zuniji in sem jo definitivno preiskoval. Ste vi izvozili denar zato, da je bila naša osamosvojitev lažja, boljša na kakršen koli način. Ne? Izkazalo se je, da pač ta denar je šel izključno zato, da se je vrnil nazaj v privatnih rokah in da so se vsi centri moči lahko zadržali v politiki, mediji in institucijah. In absolutno nobenega drugega namena ni imel in ni imelo povezan z osamosvojitvijo niti malo. Bi pa rad videl Božota Repeta, ki je to napisal, ker sem pa res dobro se nafukal, da je to laž utemeljil. No? Ker absolutno ni nobenega dokumenta, indica, nič to vam govorim po 5-6 letih preučevanja vsega Boga in vam govorim iskreno, da sem jaz to vzel kot tezo, ki je mogoča in jo preiskal. In prišel do zaključka, da ne, komunisti niso imeli toliko radi Slovenije, da bi izvozili denar, imeli so toliko radi moč, da so bi izvozili denar, zato da si jo sfinancirali tranzicijo moči v neodvisno državo. Zdaj mogoče še to. Meni se zdi res zgodovinsko. Recimo, če gledamo knjigo Od možine, to mora na nek način, če hočeš imeti eno preglednost, pa eno razgledanost, če tega ne prebereš, si težko, pa ostaneš zaplankan, ne potem tako ostaneš zaplankan, ampak se pravi, od možine, potem tajna zadeva. In zdaj, ali bo kako posledice, skoraj da jih ne bo, ali bo sodstvo, kaj bo tožilstvo, bo ali ne bo. Ima pa eno drugo vprašanje. Zdaj, mi vemo, da je v tujini je ogromno denarja. Tisti, ki ga imajo, bi človek rekel, oni lahko gre enkrat na leto v tujino, uživajo tisti denar, ampak več kot za pit, za gonec, za ne vem kaj še, se ne moreš. Denar je verjetno ogromno. Kako nekako privabiti to nazaj, na kak način, ne vem, ali je to sploh možno? Zdaj, v katerem denarju govorimo, jaz kriminalen ga ne bi vabil nazaj. Ne? Zdaj, če pa to... Večina je kriminalen. Ja, lej, pojď to umazan denar, ne? Ja. Pač ga je treba zaseči, ne privabiti nazaj, ne? Pa kriminalce treba zapisati. Ja, če je to denar, ki je pač odzunaj zaradi ugodnih davčnih razlik, ne? Ja. Kako so znali komunisti to izpostaviti leta 1948 v Trstu, ko jih je davčna politika obremenjevala, pa ste o čem govorim, komunisti ugotavljajo, kje so boljše davčne razmere, pa kje je manj davka plačali, pa da pejmo v Lichtenstein, ne ostati v Italiji. Če govorimo o tem, bo je treba pač davčno bolj prijazno državo narediti, ne? Da pač davki kle ostajajo. Ne? Ampak pred tem je treba razumeti, kaj mi s temi davki počnemo. Ne? Če mi z davki polnimo budžet, zato da futramo neumnosti, pol imamo težavo. Če pa s tem budžetom v resnici delamo neko osnovno infrastrukturo, zdravstvo, socialno politiko, pa šolstvo, pol verjetno ima smisel. Ne? Več vprašanje, to ni toliko easy vprašanje, ampak zagotovo več denarja ostane, če si ti zmagovalec na področju davkov v smislu, da si davčno najbolj ugodna država, samo to ni zadost. Ne? Ti moraš biti še pravno najbolj temeljita in stabilna država, ne? Ker kapital zaupa tam, kjer so dobre finančno-davčne razmere in tam, kjer vladavina prava v resnici deluje, ker so pravila igre znana, enaka za vse, transparentna in ne spreminjajo se iz dneva v dan. Ne? To je en tak hiter odgovor. No? Vladavina prava najbolj fajonta vlada, to pa vidim po No, televiziji. ja, pačmo zdaj. Še eno vprašanje. Zdaj, vi ste vrhunski novinarji, pa ta družba okrog vas. In zdaj ugotavljate tam, pač pred 90 do zdaj, malo ste že nekako natolceni, da ta režim ali pa ta povezava, ne vem, kaj bi se skupaj to imenoval, še kolikor toliko deluje. Pa je res to... Seveda deluje. Je. Mi smo videli podjetje od Mitja Matije Mačka,
se je v Liechtensteinu zaprlo leta 1993. Noben se ni sanjal, da še kaj takega sploh obstaja, niti ni vedel, da se je zaprlo. Od Nika Kavčiča podjetje iz leta 1951 se je zaprlo leta 1997. Poganjki Saftija so se zapirali 2016. Poganjki vzporednega bančništva iz leta 1968 po davčnih oazah, poganjki v smislu podjetij, se zapirajo leta 2017. Ne? Omrežje, ki ga naprimer opisujem, je tukaj in živo. Ivan Pušnik, eden glavnih telih, uslužbencev službe državne varnosti v 80-ih zadolžen za nemško govoreče področje. Leta 1992 s svojim podjetjem iz Cipra ustanovi Faktor banko, danes je pa v Švici živeči oligarh, ki se ukvarja z energetsko trgovino. Janez Zemljarič je tukaj in zdaj, Dragan Isajlović je tukaj in zdaj. Škrabac je tukaj in zdaj, ne? Darko Horvat, Darko Horvat, ne? In to je vse tisto, kar je zrastalo in bilo vzgojeno na vzporednem mehanizmu. S tem se ukvarjamo, ne? In kot rečeno, vzporeden mehanizem ni samo Farok ali pa ruski preboj embarga na bančnem sistemu, vzporedni mehanizem je domnevan tudi DUTB. To se fura, KB19-9, ki še ni zginil in je bil en velik večjih lastnikov slovenske ekonomije, Mladina, Mark Medical, Istra, Benz, Aktuala, IT, Klirinško depotna družba, Deželna banka Slovenije, MIP, etc. KB19-9 je nastal iz Saftija, ne? To je v knjigi dokazan. Safti je bil pa kaj? Finančni holding, ki ga je z denarjem od leta 1948 po ukazu partije polnila uprava državne varnosti pod Nikom Kavčičem. To je tukaj in zdaj, ne? Kdo lahko zdaj na tem področju naredi red? Sodstvo? Tožilstvo? Ne, tožilstvo ne. Tožilstvo je reklo, da so nakazila za namenom Ana Karenina pa supermen smiselna poslovna, običajna poslovna nakazila v tej državi. NPU stoji na poziciji, da je iranski primer bil dober za slovenske banke, za NLB, ker so zaslužili pri prilivni proviziji. Tukaj ni nič, kaj je samo politična volja. Na? Kaj se je zgodilo v Italiji, ko je šla bitka z mafijo tako daleč, da so Falconeja ubili? Kaj se je zgodilo v Srbiji, ko je šla bitka z mafijo tako daleč, da so Đinđića ubili? Nekdo je udaril, nekdo na vrhu institucije udaril po mizi in rekel konc. Gre vse v zapor. Vse gre v zapor. To je to. Sistem je tak narejen, ne, da se z vrha mora sprožiti. Samo moraš imeti, recimo, ker imamo pač parlamentarno Ne, jaz to vse štekam, ne. stabilno vlado Ampak, in veš, to, da se lahko ne bojo jutri se tožilci iz primera Farok posipali s pepelom pa rekli, od zdaj naprej pa konc. Zajebali smo 5 milijard sanacijo, kakav ben ni kriv od bankirjev, zdaj naprej bomo pa iskali krivce, pa jih. v tej sestavi Nikoli se nam zagotovo. zgodilo. V tej sestavi zagotovo. Ja, veš, jaz ne razumem, kaj je bolj ultimativen dokaz nekompetentnosti NPU-ja in tožilstva, kot to, da 5 milijardni bančni kriminal nima imena in priimka krivcev, čeprav vsi to vedo. Kakšno sporočilo je zdaj to? Kakšno sporočilo je zdaj to? 5,5 milijarde, v redu je, za tožilstvo je to kul. Pa kva so na tem tožilstvu, retardiranci? Rešitev je samo to, ena dobra vlada, ki naj bo čim več let na prestolu. In to so povolitvene zgodbe, gospod Jelan, ne? Ja, zdaj upam, da ni pred vrati kakšna nova afera, recimo zdaj, če gledamo nazaj 14 dni ali pa še več, kakšni pritiski so bili iz levega političnega pola na vlado, da ne uveljavlja predkupno pravico pri prodaji Save od Yorka. Ne. In zdaj vlada je to dala poroštvo oziroma bojo ta del nekako odkupili. In kaj lahko se zgodi, da bo spet material za takšno knjigo, če bi se slučajno vlada, bog ne daj, zamenjala in bi Slovenija vložila določena sredstva, govorijo, da je treba dokapitalizirati pa vložiti 200 milijončkov noter in da bi to potem
leva vlada spet naprej prodala za Bomo imeli pa tretjo 42. sanacijo. za Tako, 42 bo pa milijonov. Bratuškova spet prodala, pa bo. Da, Bomo nazaj kupili. tudi jaz mislim, da je bila vlada zdaj v tem primeru en takmo nakovalo, kaj narediti. Ne? In mislim, da so to dobro so speljali, samo je pa treba paziti. Ne? In zdaj je odvisno vse, kako se bodo stvari naprej razpletali. Če smem samo 5 centov k temu dodati, a ne, da je nekaj odvisen tudi od leve politike. Ne? In sicer v tem smislu, če oni dojamajo, da to niso njihove zgodbe, naj se jim odpovejo, da naj nehajo s tem sranjem. Ni treba, da je to njihovo. Rečejo jim lahko, prebrali smo dokumente, vi ste sralci, dajte stran. Ker razumete, To je v rešitev. tej državi imamo dve politike in pač vedno bo stakle in leva lahko sprejme, da tisto, kar je bilo prej, ni njihovo in konc in da grejo svojo novo zgodbo. Enostavno. Hvala vsem, ko ste... Najprej iskrene čestitke za knjigo, jaz sem jo preletel, Hvala. da je zelo zanimiva. Bi pa opozoril oziroma razmišljam naslednjo fazo, kaj se bo zgodilo. Vi zdaj pravite, da gledate diskonte terjatov na vseh nivojih, Ja. na DUTB-ju, na bankah in tako naprej. Jaz mislim, da je ta zgodba še morda težja kot tale do leta 90. Sam toliko. Ne? Ja. In me zanima, kdaj bo prišel do tega, ker jaz mislim, da je to pa nedavno od tega bilo. Jaz mislim, da sta dve neokej epizodi. Najprej to, kar je pripeljalo do sanacije, pa tisto, kar se je na DUTB-ju delalo. Jaz mislim, da sta to glavni kriminalni epizodi v tej zgodbi. Kaj se je pripeljalo do sanacije, zdaj že vemo zelo dobro. Ne? In večinoma so spumpali denar ta omrežja, ki jih jaz popisujem na vzporednem mehanizmu. Kaj se je pa na DUTB delalo, se pa še odkriva. Ampak naprimer zgodba o prodaji Adrie je enostavno šokantna in ne moreš verjeti, da se je to zgodilo. Zgodba je bila sicer razkrita na preiskovalni komisiji, ampak vidim, da spet teh retardiranih medijev to ni zanimalo, da bi v javnost prenesel, ampak vam rečem, da to, kar so izvedli Nemci, so seveda izvedli za eno posebno domačo navezo, ki je po krakih povezana tkele noter. Ja, sam je pa treba vedeti, da so v tej tranziciji, ne, teh prodaje terjatov šlo najprej za diskonte, za velike diskonte, ki so se nominirali na neko novo lastniško strukturo. To so omrežja, ki so se stabilizirala zdaj, ne, in stojijo tudi lastniško. Na drugi strani so se pa potem uničvala nekatera podjetja, ker ni potrebno, da bi šla v stečaj. Zdaj govorimo o ekonomskem vidiku, ne o drugih. In to so, v moji oceni, zelo velike zgodbe. Ja, drži. In zelo negativne Ja, zgodbe. drži. Ne, če še jaz oglasim, Ja. če dovolite. Izvoli. Jaz bi se res rada vsem zahvalila, bom tole priliko izkoristila, rado predvsem tebe, Ane, pa gospod Višček, ki je že tudi tebe. Čestitka tudi v mojem imenu še enkrat za knjigo, jaz jo berem zelo počasi. Pa natančno, Ane. In ti si temeljita, to ni zajbanci s tabo. Pa bom mogoče zdaj malo za hec še povedala, kar je že, si že prej Jožet odgovoril. Enkrat se pogovarjamo, ko sta tale Farok, pa preiskovalna komisija, pa to dobro spomnim, ko smo te zjelke sprašvali, če ti že neč naboješ, da bi kdo prišel, pa te a ne? Pa kaj se čem bati, ti si nor, vsi vejo, da si nor. Vi ste njegova knjiga še bolj prodajala, ne da? Ja, no, ampak res zastrašujoče, meni se zdi to, a ne? Tale knjiga, ko prineseš na pladnjo, ali pa sklepi, ali pa poročila preiskovalnih komisij, vseh v državnem zboru, ko prinesejo dokumente, vse na pladnjo, ko bi mogla policija pred vrati stati, a ne, pa tiste pohapsati, a ne, vse ti si sodeloval v večini, a ne, to se ne zgodi. Vsi veš kaj, prav smo jih po kolenih, če bi lahko prišli pogledati dokument v bunker državnega zbora. Pa ne pridejo. Neč, to je res, to bo še preteklo, mogoče res nam bo dovolj en mandat še naprej. Mene ful skrbi pa to, ker takrat, leta tam do 50 so bili mogoče ene 4 imena taka, a ne, mene to skrbi, da jih je zdaj teh 4 imen gratilo 16. Ja. Pa še tole te bom na koncu.
Spomnim se, ko smo se enkrat o mafiji si tudi prej omenjali. Ne? Vem, tvoje besede ne bom znala ponoviti, ko si rekel, da je nekdo italijanska mafija, da je rekel, pa kaj je naša mafija, slovenska mafija je šele mafija. Ja. To verjetno drži, a ne, da smo en razred. Mislim, a veš, mislim, največja aspiracija mafije, da drži vrhove institucij, ne. To pač Italijani nam zavidajo, ker naši mafiji to uspe. To se pravi, da ima mafija svojo državo. Ja, lej, sej, kaj pa naj drugega bo, a veš, da zamišljal si ti sistem, ne, da danes Šircelj naredi proračun, pa Stuško reče, in ni denarja za prisluškovalne naprave. Pa mu Stušek reče, kva pa zdaj, kako pa so prisluškovala, pa mu Šircelj reče, stari, ni problema, pejt tamle maščike dol v Portorožu, da jih vzem pri česih prešverci, prodaj pa kup to opremo. Torej, ja, mafija ima državo. Mafija ima državo. Če to predlog ministra, šefu obveščevalne službe, polaj. Se pravi, vsaka država ima svoje mafije, lih v Sloveniji ima mafija svojo državo. Ja, mislim. Ja. Bomo počasi zaključili. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala gledalcem, ki ste nas gledali. Posebej hvala gospodu Jelenu. In gospodu Pečerju. Zdaj dovolite mi, da se jaz v imenu nas vseh zahvalim tudi našima dvema gostoma, ekipi Demokracije, ker boste to skupaj prenašala v živo, oziroma je že prenašala, da bomo lahko gledali, oziroma da bomo gledali tudi tisti, katerih danes ni tukaj. Mi smo pač tule namenili vama nekaj lokalnih dobrot, Najlepša hvala. da bo da ponesla super. domov. Hvala lepa. Hvala. Tako da, hvala lepa za lep večer. Upam, da nam ne bo treba se dobiti na to temo, da ne bi še enkrat se dobili na približno enaki vsebini oziroma nadaljevanju, tako da se bo stvari razčistile in da bo šla država v pravo smer, da uredimo. Ja, pa hvala občinskemu odboru SDS, ki je gostil tole in zrihtal tole dvorano. Zdaj pa res, hvala lepa.